Še na junijski skupščini so se lastniki nove KBM odločali o reviziji poslov z Ernst & Young, s katero je skupina NKBM sodelovala od leta 2002, a je domnevno zaradi spornih nepremičninskih poslov na Hrvaškem in v Srbiji izgubila zaupanje nove uprave. So bile določene luknje na Hrvaškem, torej verjetno so ali spregledali ali pa zamižali, zato je nezaupanje lastnikov do te revizijske hiše bilo take stopnje, da niso mogli več potrditi Ernst & Young. Tako je bila danes izbrana nova revizijska hiša. Po preučitvi treh ponudb se je na predlog notranje revizije nadzorni svet odločil, da imenuje oziroma da predlaga skupščini Deloitte revizijo. Niso pa se dotaknili vprašanja, kako se je nova uprava lotila iskanja odgovornih za posle v tujini in odobravanje slabih posojil. Za temi informacijami se seveda mora najprej seznaniti nadzorni svet banke, pol pa mi lahko zainteresirano javnost obveščamo o teh zadevah. Je pa seveda, da bojo delničarji v banko zaupali, potrebno sankcionirati vse tiste, ki so se pregrešili in pokazati, da je upravljanje zdaj drugačno, kot je bilo v preteklosti. Sicer pa so postopki za dokapitalizacijo banke v teku. Gre se za to, da se zagotovi kapitalska ustreznost banke na primeren način, ker obstaja več metod, ne samo po zakonu o bančništvu, ampak tudi po mednarodnih standardih, na osnovi katerih lahko banka doseže kapitalsko ustreznost. Največji delež svežega kapitala si sicer najbolj obetajo iz prodaje 51-odstotnega deleža Zavarovalnice Maribor, za kar naj bi se zanimala tudi dva tuja kupca.